V Ljubljani pod Rožnikom stoji hiša z zgodbo, ki jo pripovedujeta Alenka in Blaž, arhitekta in lastnika. Odločila sta se prenoviti hišo staro približno 50 let. K tej odločitvi pa sta ju vodila njuna predanost ohranjanju arhitekturne dediščine in sodoben pristop k prenovi. Zanimivo, prenova je prinesla minimalne spremembe, saj sta spremenila le vloge prostorov in dodala zgolj eno okno. Zaradi kakovostne gradnje in premišljene arhitekturne zasnove sta lahko ohranila tudi številne izvirne elemente. Tale hiša ima res privlačno lokacijo. 2 koraka do gozda in dobre 3 do mestnega središča. Zanimiva je pa tudi zato, ker lastnika, arhitekta, nista želela povsem iztrgati njene zdrave duše iz konca 60-ih let. Alenka in Blaž, pozdravljena. Najprej mi povejte, kaj vas je prepričalo k nakupu tele hiše? Ja, prepričal naj je že oglas, da sva šla pogledat, ker so videla v tej poplavi različnih nepremičnin, ki se prodajajo, nekaj, kar je imel videz ene kvalitetne arhitekture in lepo ohranjene z tistega časa. In se nam je zdela to priložnost, ki jo lahko izkoristva. In potem ob ogledu sva pa ugotovila, da je to res to. Sicer pač ni bilo čist brez dvomov, ampak sva se odločila, da bova vzela. Ena je tudi izbira, kaj si v bistvu lahko prvošaš, kaj ne, ampak pri tej stavbi sva pa videla ta izziv, da lahko ohranjava zelo velike enih kvalitet in predvsem tako ni nam bilo treba veliko spreminjati. Zato sva tle hotela tudi v resnici probati, ker stavb ali pa tega fonda iz 60-ih je v bistvu v Sloveniji največ. In ta fond ima velik potencial in v bistvu tle sva hotela to sprobati, pri sebi najprej, da potem lahko tudi svojim strankam pokaževa, poveva, da imajo te stavbe prihodnost in da ne rabijo velikih sprememb. Arhitekt te stavbe je Ivan Paškulin, zgrajena je bila 1969 in sicer sta to 2 enaka dvojčka, torej mi smo zdaj v eni polovici in ko sva stavbo kupila, sva zraven prejela tudi originalne načrte, ki so bili izredno kvalitetno, natančno narisani in predvsem stavba je bila zgrajena natančno in po načrtih. Kot pomembno izhodišče oblikovanja prenove sta arhitekta vzela vlogo svetlobe in sence, tudi zaradi visokih okoliških dreves in različno usmerjenih oken. Vsako nadstropje ima 60 kvadratnih metrov, torej najprej je garaža s pralnico in kolesarnico, potem imamo bivalni prostor, kjer smo odstranili vsa vrata in je kuhinja, dnevna soba in manjši WC z vhodnim prostorom. In pa potem zgornje nadstropje, kjer imamo 4 spalnice in kopalnico, spet z vrati, ki smo ohranili take, kot so to, ki jih je bilo, in sobami enako to, ki jih je bilo, smo ohranili. Odločitev, da ohranita prvotno fasado, je narekovala vgradnjo toplotne izolacije z notranje strani. Smo pa hišo na notranji strani olupili, obodne stene so bile obzidane z votlo opeko, ki je služila kot izolacija. To smo odstranili, da smo dobili prostor za novo izolacijo, s tem pa nismo izgubili nič notranjega prostora. Kaj je zdaj na notranji strani, kakšni ometi so? Notranja stran je obložena z mineralnimi ploščami, ki so ene redkih izolacij, ki v bistvu ne zahtevajo parne zapore, če jih uporabljamo na notranji strani. Je pa zato potrebno uporabljati omete in barve, ki ne zapirajo strukture. Zato so se tukaj odločila za apnene barve, kar je bil potem manjši izziv, da smo zadeli pravi odtenek apnene barve. Kamniti tlak tule v predsobi je tudi originalen? Ja, je originalen. Imeli smo celo idejo, da bomo en del prestavili. Z mojstri smo se zelo trudili, te 2 gospoda, ki sta nam pomagala, sta zelo res
previdno hotela prestaviti, ampak nekako ni šlo, no, da bi v kopalnici tudi imeli ta tlak še naprej. Ampak ja, smo ga ohranili, prav tako ograjo, terace, tamkaj pa zdaj parket, so bili pa samo estrihi in tapisoni. Odločila sva se, da ne bomo dajali talnega gretja, zato ker so estrihi bili v čisto perfektnem stanju, tako da smo samo na obstoječe estrihe položili parket, povsod enak. Edini večji poseg v samo konstrukcijo in tudi podobo hiše je bilo novo okno v jedilnici, ker to je bil prostor, ki je imel samo južno svetlobo, nič zahodne, in se nam je zelo pomembno, da hišo odpremo še na eno stran, da s tem podaljšamo sončno svetlobo v jedilnici. In zdaj ta okenska odprtina je dobila eno prav posebno ime, ne? Ja, to okensko odprtino imamo vsi zelo radi, kadar dobimo obiske, takoj vsi na to poličko. In imenujemo jo polička veverička, ker se opazujemo veverice, kako se podijo po vrtu čez to okno. Je pa to okno tudi en poseg, za katerega sva želela, da je videti, da je nov poseg, zato je povsem drugače zasnovano, kot so druga okna. Z notranje strani ni videti okvirja, tako da v bistvu izgleda, kot da sploh ni stekla. Z zunanje strani je pa nalepljeno nekako na fasado, s tem, da je tudi, zato da je tudi z zunanje strani videti, da gre za nek nov poseg. Nekatere prvine arhitekture in opreme, ki so jih namenoma ohranili, je bilo treba očistiti in jih tako oživiti. Teraco stopnišče je ena stvar, ki je bila kasneje prelepljena in cela klet tudi, no, z nekimi vinilnimi oblogami. In ko so videla, da se spodaj skriva še zdrava osnova, so se odločila, da bo to seveda obnovila, prebrusila in mislim, da je kar uspešno. Za prenovo, za groba dela sva imela izvajalce, seveda, mojstre, ampak kar se pa tiče obnove nekih stvari, ki sva jih noter pustila, in to so predvsem ograje, stopnišče, sva se pa lotila sama. In moram reči, da tako ob tem, ko v resnici brusaš neko ograjo, spoznavaš v resnici šele, kako je to premišljena stvar in se tudi kot arhitekt učiš in v bistvu začneš to tudi ceniti potem kot uporabnik. Če pogledamo prav to našo ograjo, jaz mislim, da danes jo skoraj ni mojstra, ki bi jo naredil, ali pa bi jo, pa bi bila draga, toliko, da si jo mogoče mi sploh ne bi mogli privoščiti. Na kaj se pa ogrevate tukaj? Ogrevamo se na mestni plin, večinoma. Imamo tudi pečna drva, ki jo po zimi zakurimo skoraj vsak večer. Ohranili smo tudi radiatorsko ogrevanje, zato da nismo razbijali estrihov. Kako je pa s pohištvom? Menda ste ga tudi nekaj preselili iz starega doma? Predvsem premično opremo smo preselili iz starega doma, nekaj pa seveda tudi novih elementov, predvsem so to vgradni kosi, kuhinja, ki se nadaljuje v stensko oblogo, dnevna soba, okenske police. To so elementi, s katerimi smo želela nekako nadaljevati zasnovo hiše in smo poskušali tudi z materiali slediti temu, da so skrbno izbrani, da so različni, da ne posplošujemo oziroma da hiša ni izpadala na koncu kot neka zelo izčiščena hiša, ampak da so to bogatstvo materijala, ki jih je imela že hiša v osnovi, nadgradila s to opremo. Tako da so uporabljala recimo vezano ploščo, furniran les, barvane plošče, kovino in s tem poskušala dopolniti interjer. Lastnika sta se odločila, da v pritličju odstranijo vsa vrata, razen? V pritličju smo odstranili vsa vrata, edina vrata, ki smo jih pa obdržali, so vrata v WC, ki so del te stenske obloge, ki se nadaljuje iz kuhinje proti dnevni sobi. In če kdo vpraša, kam nastraniščemo, lahko rečemo, da gre v omaro, ker je nekako del tega prostora. Nekatere elemente so tudi ponovno uporabljali, naprimer to je bila okenska polica v dnevni sobi in sva jo tukaj uporabljala kot zgornjo površino te omarice. Ponovno so uporabljala tudi stikala, ki so bila originalno v hiši in sva jih potem očistila in namestila nazaj. Prav v tej hiši so bila taka, ne? Prav v tej hiši so bila, ja, in so za tisti čas verjetno precej kvalitetna, ker tudi danes še dobro služijo svojemu namenu. Predobro so včasih delali stvari. Sigurno, ali pa vsaj dovolj dobro. Bravo. Ena od prednosti te hiše je tudi vrt, ki jo obdaja z dveh strani, saj omogoča tako sprostitev kot pridelavo zelenjave. In o kakšnem časovnem oziroma stroškovnem okvirju govorimo pri tej vajini prenovi? Od začetka pa do vselitve je minilo približno pol leta. Prenova pa nas je stala nekaj manj kot 1000 evrov po kvadratnem metru. To se sliši precej malo. Kako to?
Ja, precej sva se ukvarjala s tem, da sva razmislila, kaj je res želiva, kaj je prioriteta pri tej prenovi. Tudi zaradi ohranjanja je bila želja, da ne bi naredila preveč. Ampak hkrati je tudi, mislim, da je pomembno, da se zavemo, kaj je pomembno, kaj je tisto ugodje ali pa udobje, ki ga res potrebujemo, kaj pa je nekaj, kar danes smatramo kot nuja, pa mogoče niti ni. Pri teh prenovah, o katerih se danes pogovarjamo, je pomembno ne samo, kako mi prilagodimo hišo, ampak da se tudi mi prilagodimo hiši. Ne? Da je treba najti neko ravnovesje pri starejših stavbah, da ne poskušamo, da se samo one nove in mi živimo po svoje, ampak da se tudi znamo prilagoditi prostoru.